Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate prireditev Vrtec poje in pleše 2024, odprtje nove proizvodno-prodajne hale podjetja Hosekra, domoznansko-literarni večer ob dnevu knjižnice, parada učenja 2024, na Treh kraljih slovesno odprli regijski park Pohorje, mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica 2024, bistriška športna pot, nogometaš Jaša Martinčič. V telovadnici Srednje šole Slovenska Bistrica je v četrtek potekala prireditev Vrtec poje in pleše. S pesmijo in plesom so se predstavili otroci 16 enot vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica.
V Slovenski Bistrici so v četrtek slovesno odprli novo proizvodno prodajno halo Hosekra Strehe. Pomembno pridobitev so namenu predali o 35-letnici delovanja uspešnega podjetja Hosekra, ki proizvaja in montira moderne objekte. Zbrane je nagovoril direktor podjetja Boštjan Hostej. Ker smo v konstantnem razvoju in širitvi poslovanja, koliko vidite, smo se mogli preseliti na to lokacijo in ko bo vse tukaj, gotovo, vse gor pripeljano, bomo okoli 20% proizvodnje tudi zaposlenih imeli na tej lokaciji. Tako da upam si trditi, koliko so mi tudi te dobavitelji raznih strojev pa to rekli, da bomo eno najmodernejših postrojenj ali proizvodnj v tem delu Evrope. Dogodek so popestrili z zabavnim in glasbenim programom. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je v ponedeljek potekala osrednja prireditev ob dnevu knjižnice. Na domoznansko-literarnem večeru sta se predstavili lokalni avtorici Darja Glogovšek in Dušica Kores. Predstavili sta svoje ustvarjanje in večer popestrili s prebiranjem odlomkov iz svojih del. Predstavljate si, da bi Marek v 9 poglavjih poslušal samo mamo očeta. Mislim, ne? To je bilo težko prebaviti, zato so pa vključeni v vseh teh 9 poglavjih 9 različnih živalskih likov. Ki pa potem Marka skozi živalske zgodbe naučijo to, kar želimo starši ali pa odrasli naučiti otroke na nekaj. Zato je tako pestro vse skupaj. In tu je tisto, kjer sem se pa postavila v čevlje otroka in da je to prebavljiva zgodba z nauke skozi celo. Pesem na tečaju na Šinkovčevih dnevih poezije 2021 je ta pesem Podnebne spremembe prejela drugo mesto. Če bi imela domišljijo otroka, bi to jutro zrlo sonce. Navila bi meglo na leseno palčko, jo potresla sladkornim posipom in jo z užitkom polizala. Posrkala bi jo do korenin. Ujete med travne bilke se razraščajo razpoloženje. Zadovoljna bi poiskala star razpadajoč ležalnik, scefrano 100-letno pratiko in popravila zapis o vremenu. Za glasbeno spremljavo so poskrbeli učenci glasbene šole Slovenska Bistrica. V Slovenski Bistrici je v sredo potekala tradicionalna parada učenja. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je znova pripravila pester program, med drugim so razglasili letošnje ambasadorje učenja. To so Boris Knez, Doroteja Mlaker-Krošelj in Olga Špes. Več o dogajanju na letošnji paradi učenja pa je povedala direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica Brigita Kruder. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je leto že 28. zapovrstjo prevzela koordinatorstvo tedna vseživljenjskega učenja. Med dogodki, ki bomo izvedli preko 100 jih bo, je tudi parada učenja. Zdi se, da smo povedali že vse, pa smo daleč od tega. Še nismo obvestili vseh, kako pomembno je vseživljenjsko učenje v lokalnem okolju, saj ravno vseživljenjsko učenje čisto zares podaljša in omogoči kakovostnejše življenje. Ni nepomembno tudi to, da letos s našim prizadevanjem dodajamo še trajnostno naravnanost in družbeno odgovoren razvoj. To je tudi glavna tema vseh aktivnosti vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju, ki ga koordinira Ljudska univerza. Tako bomo vzpostavili izmenjevalnico reči, ki je luč sveta ugledala prav danes na paradi učenja. Sicer pa boste lahko na Ljudsko univerzo prinesli poslej tudi manjše gospodinjske predmete, kakšne lončke, ki se vam potikajo doma. Skratka, predmete, ki so še uporabni in lahko podaljšajo svojo življenjsko dobo pri nekom, ki jih potrebuje. Odpiramo tudi zavetišče za lončnice. Skratka, vse naše aktivnosti so zelene in trajnostno naravnane. Pri tem pa ne bomo pozabili, da je vseživljenjsko učenje tudi zdravje, smeh, zdrava prehrana, dober odnos do svojega telesa. Pomembno je, da vzpostavljamo dobre odnose z drugimi ljudmi, da se družimo, veselimo in veliko smejimo. Namreč ravno nova znanja in učenje je na nek način tudi zabava, je tisto, kar prinaša v naše življenje veselje, ga krepi in radosti. Na stojnicah v Malem parku za knjižnico smo skušali prikazati vso pestrost vseživljenjskega učenja na različnih področjih. Tako smo pripravili predstavitve, priložnosti in možnosti za učenje, predstavitve športnih aktivnosti, predstavitve gibalnih aktivnosti, predstavitve dobrodelnih aktivnosti, kot so prevozi za starejše z metuljčkom, skratka vse tisto, kar naše lokalne okolje ponuja.
Zavedamo se namreč, da informacije so pomembne in vredne šele takrat, ko pridejo do tistih, katerim so namenjene. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki pomagajo sooblikovati tedne vseživljenjskega učenja. Nenazadnje so danes z nami tudi varovanci Doma starejših iz dr. Jožeta Potrča v Poljčanah. Čeprav verjamemo, da znanje izboljša življenje in da je to potrebno početi vsak dan vedno znova, pa radi iščemo tiste izjemne posameznike, priložnosti, okoliščine. In morda je posebnost letošnje parade učenja in tedna vseživljenjskega učenja to, da so v plezalnem centru, ki je odlična pridobitev v našem mestu, plezali starejši. Pokukajte, kako so bili uspešni. In posebej želimo izpostaviti tudi osebne in karierne zgodbe 3 novih ambasadorjev učenja. Skupaj smo jih tako imenovali že 25. In 3 letošnji novi, ki prihajajo iz vrst gospodarstva, šolstva, izobraževalcev odraslih in ena med njimi je udeleženka izobraževanja, so odlične in zgledne zgodbe primerov o tem, kako vseživljenjsko učenje čisto zares izboljša življenje. Pri Planinskem domu na Treh kraljih je v sredo potekala slovesnost ob ustanovitvi regijskega parka Pohorje in odprtju interpretacijskega centra Trije kralji. Z upravljanjem parka bodo ohranjali edinstvene naravovarstvene vrednosti ovršnega dela Pohorja ter zagotavljali naravi prijazen razvoj območja in njegovega zaledja. Sekretar Ministrstva za naravne vire in prostor Miran Gajšek je na slovesnosti o pomenu regijskega parka povedal. Regijski park Pohorje je izredno pomembno dejstvo, ki se je zgodilo. Ključno je, da je prišla pobuda se strani občin, to posebej poudarjam. Potem je ministrstvo z svojimi strokovnimi službami upravilo svoje delo, vlada Republike Slovenije je sprejela. Seveda je pa vseh 7 občin potrdilo. To pomeni, da zdaj smo lahko zadovoljni in park imamo. Ampak ključen je načrt upravljanja, ključno je to, kar bomo v resnici naredili. Eno stvar bi posebej poudaril. Doktrina Ministrstva za naravne vire in prostor je dinamično ravnovesje ali pa prava mera varovanja in razvoja. Seveda tam, ker je park, je treba več varovati. Določene stvari je pa treba razvijati. Ljudje morajo tukaj živeti. Sekretar Miran Gajšek je še zagotovil, da nasilnega umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorje ne bo. Kar se tiče vetrnic, sem že povedal, postopek je jasen, mi bomo upoštevali, če smem uporabiti besede, ki sem jih uporabil v vodnem nagovoru. Župan je govoril o nasilnem umeščanju v prostor, tega nasilnega ne sme biti. Umeščanje v prostor je transparentno pa strokovno delo, upoštevanje vseh deležnikov. In tukaj bomo delali tako, kot pravi zakon, kot pravi dobra praksa. Vsekakor si pa upam trditi, da je ravno ustanovitev regijskega parka, čeprav samo na delu Pohorje, pomembno vplivala na vse bodoče postopke Ministrstva za naravne vire in prostor. Še enkrat, v vsakem primeru moramo in bomo sodelovali z občinami, z prebivalci, s civilnimi iniciativami in z vsemi nosilci urbaničnega prostora, tudi z pristojnim ministrstvom, to je za okolje in energijo. Ob tej priložnosti je predstavnik civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn Drago Mahorko sekretarju izročil tudi pismo za ministra. Civilna iniciativa zahvaljuje ministrstvu in predvsem direktoratu za naravo za vse tisto, kar so storili, da smo danes lahko obeležili tako svečan dogodek. Obenem pa v pismu seveda imamo še neke naše želje, izražamo pobudo vašemu ministrstvu, da bi ta park razširili, glede na seveda to, kar predvidevajo stroka in pa tudi lokalne institucije in pa vsi prebivalci. Skratka, da bi ga malo razširili na tisto površino, kar je bilo danes že tudi povedano. Pa zelo bi radi imeli tudi ta odgovor, ki ste ga sicer omenili, niste pa povedali o teh državnih prostorskih načrtih, ki še eden bi naj bil na našem področju, da bi to prišlo do odgovora, pa se to enkrat zaključi, ne zaključi, da ne živimo to v nekem napetosti, pa se pričakujemo, kaj se bo tu zgodilo. To bi bili čiste zahteve in so vse tudi napisane in da bolj prosimo tudi za odgovor, ki ga pričakujemo v roku, ki je tudi zapisan. Po besedah župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja, je vzpostavitev regijskega parka tudi možnost za pridobitev evropskih sredstev. Menim, da glede na to, da je v Sloveniji zaščitenih toliko površin skozi Naturo 2000, da v tem smislu seveda Slovenija potrebuje poseben tretma tudi strani Evropske komisije. Sem prepričan, da bodo naši, ko se bodo o tem pogajali,
znali in zmogli to tudi izpeljati. In posledično seveda dodatna sredstva, ki bodo pa omogočila, da bomo seveda lažje peljali torej tudi neke prvič naravovarstvene aktivnosti, na drugi strani pa tudi še enkrat ponavljam to trajnostno gospodarjenje, kaj sem gozdarstvo, turizem, pa še kaj na trajnostni način še enkrat ponavljam. Več o interpretacijskem centru Trije kralji pa je povedala Mojca Bedjanič iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave. Zdaj sama zgodba oziroma ideja o vzpostavitvi infointerpretacijskega centra na Treh kraljih je že kar precej stara. Zdaj materializirati se je začela že tam 2016 z projektom Enjoy Heritage. Takrat je nastala zunanja učilnica, ki pač služi kot učilnica v naravi, in pa opremljena sta bila dva notranja prostora za najmlajše obiskovalce kot geo in gozdne igrarije. V okviru projekta Pohorka z prijavo in pa potem z aktivnosti v okviru projekta Pohorka pa je se ta zgodba nadaljevala, to se pravi ideja, želja, da v Planinskem domu na Treh kraljih nastane infointerpretacijski center regijskega parka Pohorje. V športnem parku v Slovenski Bistrici je preteklo soboto potekal že 24. mednarodni atletski miting, ki ga je organiziralo Atletsko društvo Slovenska Bistrica. Več o poteku dogodka nam je povedal direktor mitinga in Zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Friedrich. Odlično, fenomenalno tekmovanje, dokaz, da res iz leta v leto napredujemo. Nekaj res odličnih rezultatov v suvanju krogle smo videli, res mednarodni izvrstni rezultat Filipa Mihajlovića, potem v skoku v daljino zelo dobri rezultati. Šprinterskih disciplinah sicer so imeli malo težave z vetrom, danes je bil močen protiveter in zaradi tega tudi v vseh šprinterskih in pa tudi tekaških disciplinah morda nekoliko slabši rezultati, kot smo jih pričakovali, ampak to je pač narava. Lahko rečem res, da odlična popotnica tudi za naprej. Naš cilj je seveda, da vsako leto rastemo, da dvigujemo miting na višjo raven in v naslednjih letih je cilj, da bo ta miting imel naziv tudi bronz, kar je nekako tudi glede na dosežke, realnost, seveda tudi finančno morda tukaj moramo imeti malo večjo podporo, ker so zahteve svetovne atletike v teh višjih rangih više, ampak se bomo trudili, da bomo izpolnili te pogoje in da bomo dosegli svoje cilje. V okviru tradicionalnega tekmovanja so izvedli tudi 22. Stepišnikov memorial v metu kladiva in 4. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle. Komentar je tudi podal zmagovalec moške kategorije teka na 100 metrov, Anej Čurin Prapotnik. Pripravljali smo se celo sezono, kako bi rekel, stopnjujemo počasi formu, veter mi ni bil naklonjen, kot že to tekmo in eno tekmo prej. V Mariboru je bil malo premočen, ampak vendar sem postavil super rezultat, ki bi me popeljal tudi na Evropsko prvenstvo, če bi bil regularen. Vendar pa upam, da še stopnjujemo formo in s tem pridejo tudi boljši rezultati. Po končanem ženskem teku na 100 metrov je zmagovalka podala svoj komentar. I've been preparing for this since last season, so we trained for over 9 months. So I'm really pleased to have a European season and also just happy, not entirely happy with my time, but I didn't execute well in my heat, so I'm just happy that I was able to rectify that in the final. Bistriška športna pot. Sem Jaša Martinčič, nogometaš. Jaz sem prve korake z nogometno žogo naredil v Bistrici. Začel sem z 1. razredom osnovne šole. Skozi vsa leta so bili tudi veliko mojih soigralcev, še danes igra z mano. Povezuje nas neka ta vez, to mi je bilo vedno lepo. In to se tudi odraža, da sem se vrnil sem v članski nogomet. In mislim, da tudi zdaj tako ekipo, ko imamo, smo zelo dobro povezani in nam gre zelo super. Vsako tekmo z veseljem nosim ta dres. Tu sem zdaj že v članski selekciji 2 sezoni in mislim, da to dokazujem tudi s predstavami, da si želim, zelo lepo mi je tu igrati in mislim, da tudi cela ekipa to začuti.
Jaz mislim, da kot napadalec je izjemno pomembno, da si tudi učinkovit pri samem zaključku. To mi je v članski konkurenci že kar nekajkrat uspelo. Seveda je posledica tega, da smo vedno imeli dobro konkurenčno ekipo in tudi so soigralci za to zaslužni. Na začetku, ko smo prvič zaigrali v drugi ligi, nismo točno vedeli, kaj pričakovati. Sam sem že prej imel izkušnje v Dobu, Bistrica še ni imela te možnosti. S tem razlogom sem se tudi vrnil. Mislim, da je bila prva sezona sploh na začetku zelo težka. Videlo se je, da smo se teže prilagodili. Nato pa nam je v drugem delu tudi se uspelo uvrstiti v polfinale slovenskega pokala. Velika mera zasluge gre novemu trenerju, gospodu Stankoviću, ki nas je potem vodil tudi v drugo sezono. Drugo sezono smo sploh štartali veliko boljše in mislim, da smo skozi celotno sezono nekako nadgrajevali svoje predstave. Vmes je mogoče prišlo eno slabše obdobje, ampak smo se tudi iz tega pobrali in na koncu nekako iztržili maksimalen rezultat. Jaz vedno iščem stopničko višje. Mislim, da je bilo v Bistrici zelo lepo, mogoče se bo nadaljevalo, če mi bo uspel kak korak naprej, se mogoče ne bo. Ampak zdaj imamo še eno tekmo, fokus je na tem, potem pa bomo videli, kaj poletje prinese. Bistriška športna pot.